Ohranjena območja narave in druge zelene površine v Ljubljani nudijo izredne možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa. Stik z naravo nam blaži siceršnje stresno življenje in pa delo, ki ga opravljamo. Zato so rekreacijske funkcije takih območij še posebej pomembne. Prav povezovanje naravne in kulturne dediščine, sobivanje kulturnih prireditev in drugih športnih ter prostočasnih prireditev dajejo parku izjemen pomen. Krajinski park Tivoli Rožnik in Šišenski hrib, v katerem se nahajate, je eden od najbolj obiskanih krajinskih parkov v Sloveniji. Po ocenah ga letno obišče kar 2 milijona obiskovalcev, kar je res velika številka. Obiskovalci najbolj cenijo prav ta pristen stik narave, bom rekla mesta in narave, saj je sožitje med mestom in pa parkovnimi površinami, še bolj pa med gozdnimi površinami v zaledju Tivolija, bolj redkost kot pravilo v večjih mestih. Če pa na območje pogledamo tudi z naravovarstvenega vidika, gre za biotsko izredno pestro območje. Kot tako, kot naravna znamenitost je bilo območje zavarovano že leta 1984 s ciljem ohraniti naravno dediščino in pa krajinsko identiteto tega območja. Potem pa je Mestna občina Ljubljana v letu 2015 pripravila nov odlok, v katerega je zapisala, da naj se na območju ohranjajo številne naravne vrednote, biotska raznovrstnost in pa krajinska pestrost tega območja. Od leta 2018 z območjem skladno z koncesijsko pogodbo upravlja javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga, v sklopu katerega deluje služba Krajinski park Tivoli Rožnik in pa Šišenski hrib. Služba opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in pa upravljalske naloge v Krajinskem parku. Ja, naravovarstveni pomen Krajinskega parka Tivoli Rožnik in Šišenski hrib je zelo velik. Na območju najdemo so 4 ožja zavarovana območja, 2 naravna spomenika in pa 2 naravna rezervata. Tu so številne naravne vrednote, med njimi tudi 11 dreves izjemnih dimenzij, ki jih varujemo kot drevesne naravne vrednote. Na območju živi oziroma lahko najdemo več kot 2800 različnih vrst živih organizmov. Med njimi so tudi številni redki in pa ogroženi. Zabeležili smo tudi več kot 50 Natura 2000 kvalifikacijskih vrst in pa 3 Natura 2000 kvalifikacijske habitatne tipe. Gre za ptice, za hrošče, za metulje, za netopirje, med habitatnimi tipi pa bi izpostavila prehodna barja. Na območju najdete več kot 700 različnih rastlinskih vrst, 500 vrst metuljev, veliko je tudi nočnih metuljev, 110 vrst hroščev, 100 vrst ptic, 1250 vrst gliv, tako da biotska pestrost tega območja v centru prestolnice je res izjemna. Terenske raziskave in pa popisi oziroma pridobivanje novih podatkov še povečujejo in pa zvišujejo naravovarstveni pomen in pa potrebo po sistemskem upravljanju tega območja. Se pravi, cilji upravljanja so poleg ohranitve biotske raznovrstnosti na tem območju tudi dovoljevanje različnih dejavnosti in pa ki višajo kakovost obiska tega območja in pa seveda tudi krepijo blagodejni vpliv, ki ga ima to območje na mesto, ki ga obdaja. Narava v Krajinskem parku Tivoli Rožnik in Šišenski hrib je res pestra in raznolika. In s hvaležnostjo do naših prednikov, ki so jo ohranili takšno, kot jo lahko občudujemo še danes, moramo nadaljevati z iskanjem pravega ravnovesja in pa med varovanjem narave in pa dejavnostmi, ki na tem območju potekajo, da bodo tako naravo lahko uživali tudi naši zanamci. In prav ena od pomembnejših nalog naše službe je tudi izobraževanje in pa promocija varstva narave in pa promocija našega parka. S tem namenom izvajamo številna vodenja, prireditve, udeležujemo se različnih sejmov, se pravi vodenja tako za šolske skupine kot za recimo zainteresirane skupine, zainteresirane posameznike. Žal pa je bilo v zadnjem letu teh dogodkov precej malo, praktično nič, zato smo veliko naše energije usmerili tudi v komunikacijo preko spletne strani oziroma promocijo parka in pa varstva narave preko spletne strani in pa preko družbenih omrežij. Poleg bogate narave, ki jo ponuja Krajinski park Tivoli Rožnik in Šišenski hrib,
pa je območje bogato tudi s kulturno dediščino. Tukaj imamo številne kulturne spomenike državnega, lokalnega pomena. Ne omenim samo Plečnikovo promenado, tu so številni kipi, obeležja. Imamo pa tudi številne znamenitosti, zanimivosti, kot jim mi radi rečemo. Eden od takih je recimo Fenološki park, edini fenološki park v Sloveniji, ki deluje v okviru mednarodne mreže fenoloških vrtov in v našem parku deluje že od leta 1958. Sva v bližini rastišča Evropske gomolčice, gre za naravni spomenik pod Turnom. To je klasično nahajališče Evropske gomolčice. Evropska gomolčica je bila tu prvič opisana oziroma prvič najdena in opisana že davnega leta 1762, ko je tu raziskoval avstrijski naravoslovec Franz Xaver Wulffen. Gre za drobno belocvetno rastlino, ki cveti od začetka aprila pa nekje do začetka maja, tako da jo danes žal ne moreva pokazati. V Ljubljani se ponašamo za eno večjih populacij hrošča puščavnika. Varujemo tako vrsto samo, kot tudi njen življenjski prostor. To so debla starih listavcev, kjer se hrošč razvije iz ličinke v odraslo žival. Stanje debel in pa populacije spremljamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo. In v Krajinskem parku vsa stara drevesa, ki jih je potrebno posekati zaradi bolezni oziroma zaradi poškodb, če gre za drevesa listavcev, namenimo prav hrošču puščavniku in jih ne odpeljemo iz Krajinskega parka, ampak jih, kot je videno tu na koncu sankališča, pustimo v Krajinskem parku za namene hrošča puščavnika. Prav na tem delu ob sankališču smo pred kratkim zamenjali enega od razpadajočih debel in ga nadomestili z novim. V vseh ostalih deblih pa smo zamenjali oziroma dali novo lesno pulpo, v kateri se razvijajo hrošči puščavniki. Tako deblo pa smo namestili tudi na Šišenski hrib.